Beletrina v živo. Drage bralke in dragi bralci, dobrodošli na Beletrini v živo. Danes z nami Irena Svetek. Živjo. In Maja Peharc. Irena Svetek je napisala novo kriminalko z naslovom Rdeča kapica. Jaz sem jo pa prebrala in se bomo midve zdaj o tej knjigi pogovarjali. Irena, bralke in bralci te najbrž poznajo iz rahlo drugih voda in scen. Drug tip knjig si pisala. Da mi povej, odkje zdaj ta preskok, premik v tale čist žanrski tip literature v eno hudanit kriminalko? Ja, meni se je vedno zdelo, da sploh po današnjih časih, da človek ne more skozi eno in isto početi, ne. Se meham iz ene branže v drugo branžo premikom, jaz sem šla iz pisanja romanov, predtem sem še tudi druge stvari počela, v scenaristiko, a ne, prvo celovečerni film, pol dva kratka, pol serije, pol na koncu celo te malo daljše serije, ne, dolgometražne, te sapunice, kakor jim rečemo. Tako da sem se vseh teh žanrov naučila in vedno sem brala kriminalke, ampak mi je bilo škoda, ker nisem našla kriminalke, ki bi jo lahko dvignil na majčkeno višji nivo, literarni nivo, se pravi, da je imela vedno negativno konotacijo kriminalka, ne, kakor neka šund literatura. Potem sem pa Skandinavci odkrila, a ne, tako kot cel svet ali pa Evropa, a ne. In se mi je zdelo, da sem našla nekaj, kar mi res paše brati in da mi je super. In ponavadi človek piše to, kar se mu trenutno v življenju dogaja, pa kar rad sam bere, tako da daje nekako sebe noter v literaturo. In se mi je zazdelo, da je bilo fajn z enim takim žanrom se srečati pa videti lahko. In to je zanimivo, ko moraš od ozadij začeti pisati. Se pravi, čist drugi principi pisanja so. Seveda moraš prebrati vse, kar je bilo napisanega. O kriminalkah ne moreš začeti, jaz sem opisal kriminalko, brez da bi vedel ali pa bral. A ne, tako da je bilo ene par let kar nekako spogledovanja s tem pripravljanja terena in vse tako. Tako da dobiš malo samozavesti in se lahko spustiš v nekaj takega. Si rekla, da si začela od odzadij pisati. To se pravi, kaj je bilo pol tisto, kar se je najprej od te zgodbe pojavilo v tebi, skristaliziralo? A je bil to ta naš glaven lik, a je bil to dogodek, a je bilo to kaj drugega? Kakšen je bil pristop? Naslov je bil. Naslov je bil. In v bistvu zelo smešna zgodba, sanjala sem Rdečo kapico in se mi je zazdelo, da nekako sem se zbudila in so me te sanje še naprej spremljale in potem sem se šla, na kavi sem se dobila s prijateljico v parku Kodeljevo in sem gledala tista drevesa, ker takrat še niso bila tako urejena kakor danes. Ni bilo še otroškega igrišča in tam je teh stezic in tako bolj je bil nek zaraščen goziček. In sem gledala tja dol in sem videla to Rdečo kapico in nekako se mi je poklopilo, da bi se lahko s tem začela, ne. Potem se pa pač naprej razvijala. Knjiga ima zelo zanimivo nekako strukturo, tako jaz, ko sem germanistka po duši in izobrazbi, sem najprej imela koji Rahmengeschichte v glavi, ko sem jo začela brati, to se pravi neki okvir, ampak ni, v bistvu se sprehajaš med zdaj in včasih. Pa me zanima, kako je to izgledalo, ko si pisala. A je bil tako, kakor mim na internetu, ko imaš po stanovanju ful listkov, pa rdeč cviren in vlečeš, ali si bila bolj organizirana v Excelu, pa si imela vse naštudiran? Mislim, ta roman je zelo kompleksno sestavljen, ker gresta istočasno potekata dve časovni ravni, se pravi ena pretekla in ta sedanja, ki potem v eni točki trčita skupaj, se povežeta in potem se nadaljujeta kot ena. In take stvari je večkrat težje pisati, kot recimo samo neko linearno pisanje. In ravno to, kar sem prej omenjala, da sem se toliko s pisanjem nadaljevank ukvarjala, s to scenaristiko, tam je, gre za obrtno pisanje in ti se zelo naučiš, recimo sploh pri teh nadaljevankah 50-minutnih, a ne dnevnih serij, ti imaš toliko klikov not in ti imaš toliko dogajanja, da ti moraš speljati, imaš po 80 delov, recimo po 50 minut. Jaz si pa predstavljam, koliko je to. In ti moraš hrbtenico narediti in moraš neko nit narediti in moraš to nekako začeti peljati in speljati na koncu. In se navadiš tega obrtnega pisanja, da imaš vse te like naštele, da vse veš, daj pride, da tega, kar si dal ven, ga ne smeš pozabiti, ker ga boš mogel spet not pripeljati. In ti da majčkeno samozavesti, da se lahko recimo igraš s temi linijami časovnimi, da ne pozabiš. Pri kriminalki se mi zdi pa to še posebej pomembno, zato ker je toliko enih indicov, ki jih počasi not spuščaš, jih ne smeš pozabiti, ko klopčič zaviješ, ga moraš to tudi videti, a ne? Ja. A se ti je dal zgodilo, da ko si brala za nazaj, ko si pisala pa sestavljala skupaj, si bila tako, tle sem nekaj pozabila, moram zdaj to tle omeniti, ali pa tle sem nekaj preveč povedala, ko bojo ljudje že Stokrat sem mogla iti čez. Hvala Bogu za našega urednika Mitjo Čandra, ki ima en tak detektorski um, je najdu take
pravi šahist je najdel res take male stvari, urednica mi je tudi pomagala, tudi najdla mečken stvari. Jaz sem šla, ne vem kolikrat čez, sem najdla tudi ogromno stvari, vsak mali detalj, ker bi bilo res škoda, da se potem, da nekoga zbode nekaj tazga in da nisi speljal do konca, ne. Ja, ker jaz sem ponavadi taka bralka, da zelo hitro skonta, kdo koga je, tle pa nisem do konca, tako da dobro ste skrili vse indice. Ok, zdaj, ko smo se že malo dotaknili teh placiranjev noter indicev, pa se majhen spustiti v zgodbo, ampak ne čist preveč zato, da boste vsi tisti, ki boste brali še brez kvarnikov, kot je pravilna slovenska beseda. Ne bomo nič pokvarili, tako da kar gledajte in uživajte še naprej. Mogoče bi te vprašala, naš glavni detektiv noter, ki to ni, Mio Aureli, je tožilec. Ja. Zakaj? Kako si se odločila, da bo tožilec? Ker jaz, pa najbrž še do drug, ne vejo glih ravno, kaj tožilec znotraj tega celega postopka počne, koliko je vpet in jaz si nisem predstavljala, da je toliko vpet, kot je mogoče Mio Aureli. Upet. Kako si prišla do tožilca? Prvo se mi je zdelo, da po vseh teh kriminalkah, ki sem jih prebrala, nikjer še nisem zasledila v glavni vlogi nobenega drugega, kakor lik, moški lik v vlogi detektiva, višjega inšpektorja itd. Moja mama je tožilka, a ne sicer zdaj upokojena, tako da jaz sem rasla gor z problematiko tožilcev, z vsemi temi zgodbami, z vsemi kriminalnimi zgodbami, s katero se tožilci soočajo. Z manj groznimi, bolj groznimi, manj zanimivimi, bolj zanimivimi, tako da nekako mi je ta svet domač. A ne? Okay. In se mi je zdelo fajn, ker vem, koliko je tožilci so, oni usmerjajo kriminaliste, a ne? Jim dejansko narekujejo, naredite to, sicer kriminalisti so neodvisni, a ne? To delajo po svoje, ampak tožilstvo je nekako ima to čez. In se mi je zdelo fajn, mogoče proba dati lik tožilca not pa videti. In sem imela velike konzultacije z njo, ker je rekla, to ne bo šlo, tega ne počnemo, joj, zakaj okrožno državno tožilstvo, ali okrajno, ali ne, se kar dobro, zdaj mi razdaš, kakšna je razlika. Tako da sem se mogla jaz tudi kar veliko naučiti o tem, ne. In se mi zdi, da se je lepo poklopilo, ker tožilci so na zaslišanjih, tožilci zaslišujejo, mislim, ona mi je tudi povedala eno zanimivo zgodbo, ker ko sem jaz knjigo že končala, je rekla, da je imela primer, ko je bila še mlada tožilka, stara 29 let, je imela primer velikih goljufov kazinojev. To so bili matematiki, dva iz Srbije in potem še ostali mednarodna združba iz Evrope. In je dobila tudi stražarje, tako da so jo čuvali, ker je bil kriminal, organiziran kriminal, ampak na najvišjem nivoju. In ko je šla v zapor zasliševati tega glavnega organizatorja, ne, jo je klical Rdeča kapica. Je rekel, dober dan, Crven kapica, ste došli do mene, ker je bila mlada in mogoče mečkar naivna, ne, ali si je pa on tako predstavljal. In to so ene take zgodbe, a ne, in tudi, da je mogla imeti neko stražo ali pa pač neko varstvo, zato da je lahko upravljala svoj poklic. Jaz sem s tem gor rasla in sem slišala toliko enih neverjetnih zgodb in se mi je zdelo, vse tožilci so vpeti, no, zelo vpeti v ta postopek. To je nekaj, kar mi je blizu, ker vedno pišemo o nečem, kar mi je blizu. Zelo težko je pisati o enih stvarih, o katerih dejansko nimamo pojma. Tudi če bi hotel, moramo večkrat izkusiti to na lastni koži doživeti, da se lahko spustimo v ta proces. Tako da ja. Ful zanimivo, ko se prepleta kar naenkrat zgodba Rdeče kapice in ene druge Rdeče kapice. Včasih res življenje piše najboljše romane. Ja. Okay. In čeprav je Mio Aureli tožilec na temle primeru in na papirju se bo v končni fazi podpisal kot tisti, ki je celo zadevo rešil ali ne, sem jaz vseglih imela občutek, da noter v knjigi ni samo on tisti, ki potiska ta primer naprej, ki raziskuje, ki pelje celo zgodbo od A do B do Ž, ampak da je zraven en kupenih obrobnih oziroma stranskih likov, karakterjev, o katerih ful veliko zvemo. Recimo, zelo všeč mi je bila ta forenzičarka, ki je zelo taka pedalna. Si že druga, ki je to povedala, ja, urednici je tudi zelo všeč, ja. Odlično. Pa me zanima, a je bilo to tako malo z namenom tudi tega pač odkriti to, kdo vse je vpleten v reševanje nekega primera in kateri se tebi zdi, da je najbolj ključen stranski lik, da mu reči, ki pomaga našemu Aureliju, da do konca reši primer. Ja, zdaj, ko sem jaz to pisala, jaz sem vedela, da bo to bo serija romanov, tako sva se z Mitjo Čandro zmenila. Na leto bo išel ven, tako da ti, ko pišeš roman, to vrstne romane, ki se potem nadaljujejo,
Naš glavni lik, v tem primeru je tožilec Mia Aureli, ampak so pa te stranski liki, ki ima vsak svojo zgodbo in se bo pojavljala tudi v naslednjih romanih. In se pravi, vsak roman ima svoj začetek, ima ta dramaturški lok, ampak ti moraš tudi na serijo gledati, da ima pa serija cel svoj dramaturški lok. In ti moraš te ljudje isto razvijati, se pravi, daš indice v enem romanu, jih mečkan potipaš, potem se pa oni razvijajo sproti, kakor se serija razvija, ne moreš jih pustiti tam. Ali pa, mislim, eni se bojo razvili bolj, eni manj, zdaj v drugem romanu, ko ga končujem, so zelo ven splavali, eni ljudje, ki so bili prej mogoče mečkan obrobni in tako naprej. Ok, super. Me veseli, držim pesti za to forenzičarko, da pride še kaj nazaj. Ja, se mi zdi, zato, ker se bralc, recimo, če beremo te serije kriminalnih romanov, ti se pride do neke identifikacije z glavnim junakom in seveda to s temi stranskimi vsak v nekem nekaj najde in potem bi bilo res škoda, da bi se ti liki izgubili in da jih več ne bi videl, da bi se samo v eni knjigi pojavili in da na novo neke druge treba razvijati. Ok, vseglih pa se mi zdi, da je Mia Aureli dosti tak klasičen noir, kriminalni, žanrski, tragičen lik, ker je tudi njegov uvod, ko ga ti v bistvu predstaviš, mi ne vemo, koga beremo, mi beremo nekega odvisneža od iger na srečo, ki ima malo problema z alkoholom, ki je ločen, ki ima neke druge svoje travme. In se mi zdi, da je po eni strani, čeprav je tožilec, pa izhaja iz nekega druga sveta, nam zelo znan v smislu tip lika, ki ga najdemo v kriminalki. In tak zapit, zatežen, mogoče malo tragičen, že čas ga je malo povozil, življenje ga je malo povozilo. Ne vem, če je zatežen, ni lih prava beseda, ne vem, ampak vem, kaj misliš. Vem, kaj misliš. Zakaj recimo si ta trop oziroma ta nek stereotip mogoče vseglih potegnila ven iz vseh teh kriminalk pa obdržala? Pa zakaj ga mi tako radi beremo? Se mi zdi, da zmeraj smo tako, kot prejmo kriminalko, pa vidimo enega taga v zakajeni kavarnici sedečega s čikom v ustih in kavico, ko premišljuje v primeru, zakaj nam je tako, zakaj nas tako potegne? To je recimo nekaj, na kar smo navajeni, ampak po vsakem takem liku je treba stopiti mečkan ven iz teh okvirov, on se tudi razvija, recimo, klej smo ga malo potipali, zdaj v tem romanu, ko ga končujem, se mi zdi, da veliko bolj nekako ga začutimo ali ga pa dojamemo, ker ene druge stvari pridejo v ospredje, ampak to so neke preverjene formule, ki jih mi imamo, jih lahko mečkan obrnemo, mečkan predelamo po svojem, ampak zelo lepo pašejo not, se mi zdi, sploh v ta žanr. Najhujši so liki, recimo, ki so super, ki nimajo problemov, ki so, ne vem, ampak to ne gre ne v filmu, ne v romanu, ne v nadaljevanki, to ne gre, se pravi, mora biti. On ima zelo tragično predzgodbo, se pravi, mi moramo lik graditi na nečem, mi moramo vedeti, zakaj se on tako obnaša, kakor se obnaša, Meni ni dovolj, da jaz samo napišem, da imam probleme z gamblanjem, da imam probleme z alkoholom, ampak moramo vedeti, zakaj je prišlo do tega. In ko ti enkrat narediš to predzgodbo, da ti začutiš to mogoče tragiko tega človeka, zakaj je tako, potem lažje to sprejmeš, da pa sam liku nalimaš te lastnosti na suho, pa mogoče res ne bi šlo. Se mi zdi pa, da sem njemu razvila kar ornak zgodbo, ki se bo potem še pletla naprej, tako da je mislim, se mi zdi, da ravno ta, pa se mi zdi, da se to parkrat pojavi, da pač, ko prvič spoznamo en lik, ga vidimo v eni luči in potem razvijaš te neke zgodbe naprej in na koncu, ko pač se zaključi zdaj tekom te knjige ta zgodba, sem saj jaz videla določene like, tudi Mia Aurelija v čist neki drugi luči in se v bistvu že veselim naprej, da bom videla, kako bojo še rasli in se razvijali. Na začetku prejle si že omenila, da si imela zelo insiderski pogled v delo tožilcev pa to, ampak vseglih si predstavljam, da je najbrž bilo zate še kaj novega v tem researchu. Jaz imam ful rada kategorijo naključna znanja oziroma naključne zanimive stvari. Kaj je bila ena taka stvar, ki te je v tej raziskavi za te knjige tako najbolj presenetila, ti je bila najbolj bizarna ali pa una taka party trik znanje, ko vam potegneš na kavici, da vsi dol padejo, kva ti veš, kva ti znaš? Zdaj se tako težko spomniti ta roman, zdaj končujem ta drugi roman in lahko povem zdaj, kaj sem pri tem v drugem romanu, kjer je pa recimo tudi veliko sem zvedela o organiziranem kriminalu, recimo tem balkanskem, ki gre čez, veliko pa tudi o mitologiji. Recimo, da imamo mi mitologijo, staroslovansko mitologijo, o kateri zelo veliko ljudi nima pojma. Vemo, kaj je grška mitologija, o tej naši slovenski pa res ne vemo nič. In ko daš to recimo noto zgodbo, v sedanji čas se ti to zelo lepo poklop. Tako da zdaj sem v tej fazi, ko se srečujem s slovensko mitologijo in sem jo vzljubljena in se mi zdi krasna zadeva. To so te researchi, ko potem greš in mečkan, k čebulco lupaš in se tudi ti, kot človek, se naučiš veliko enih stvari, Recimo jaz prej, ko sem pisala romane, to, kar je bilo nujno, ali pa še če sem začetku tam v 20 letih
jaz to ne rabim, jaz to vem, mislim, a ne. To je zdaj mečkam drugače, ne. Tako da ja, to je tudi en tak zelo lep proces ustvarjanja, preden greš na pisanje, da si narediš v bistvu researche, ja, in potem vidiš, kako te odpela ali v ta rokav, ali on tret, in pa delaš hrbtenico romana iz tega, ne. A se ti pa zdi, da včasih, medtem ko delaš research, te research pele v neko zgodbo, v neke svetove, ali iščeš tisto, kar si ti zamislila, da boš najdla v researchu, da potegneš ven? Jaz najdem v researchu in potegnem, ne. Research me ne vleče v nove svetove, ampak liki potem, ko jih daš not, ko jih nekako ratajo meso, potem liki dostikrat potegnejo v svojo smer in potem jim sledim, dejansko jim sledim in se mi zdi, da vejo, kaj delajo, a ne. Pol, ko uživijo, a ne. Ja, če pa kaj, včasih pa tudi bremza nekaj, ne, in se mi zdi, to je ena taka fraza iz scenaristike, ki se mi zdi zelo lepa in tudi se lahko lepo aplicira na literaturo, na romane. Moš ti nekaj spisati, pa se ti zdi blazno fajn, ne. Pa vidiš, da ne gre več naprej, da ne moreš iti čez, da v ta smer ni prava, čeprav se ti zdi tako dobro, kar si naredil, je to Kill the Darlings, a ne. In to lahko, in jaz sem pri tem novem romanu, zdaj sem imela 60 strani spisanih. Struktura je stala, vse stala. In smo zbrisali vse smo zbrisali in pa lažje zadihaš, čeprav ti je hudo, Kill the Darlings in greš naprej. Ja. Okay. Cool. Dajva se še majhen osredotočiti na mogoče neke osnovne teme, ali pa kakorkoli bi človek rekel temu, tele tvoje rdeče kapice. Mogoče že naslov da vedeti, kam zgodba teče. To se pravi, rdeča kapica gre v gozd in jo napade volk in potem se zgodijo same tragične stvari. In ta, ne vem, rdeča kapica je tako ponavadi predstavljena zmeraj kot mlada, nedolžna punca in se mi zdi, da glih ta beseda nedolžna se je meni vedno tekom knjige se mi je pojavljala kot vsi, ki se jim karkoli tukaj zgodi v tvoji knjigi, nekako na en način zgubijo nedolžnost oziroma ta jim je odvzeta. In se tudi ta izguba nedolžnosti se nekako skozi deduje iz preteklosti v sedanjosti, iz pač enega našega prvega Laleta lika na potem njegovo sestro, na njeno hčerko in tako naprej. A lahko naše rdeče kapice sploh uidejo temu volku in kako lahko grejo ven iz tega, da se jim skozi jemlje ta nedolžnost in da jih pol vedno pokoplje? Mislim, to je zdaj tako, ne, lahko se mečkam poigramo s psihoanalizo, ne, jaz sem tudi doktorirala prav iz te tematike, psihoanaliza sicer teoretska, ne, ampak se mi je zelo lepo poklopilo to knjigo. Rdeča kapica je izguba nedolžnosti, a ne, to nekako simbolizira. In gre čez gozd in grdi volk. Gre pa dejansko vstop iz imaginarnega v simbolni svet. Se pravi, simbolni svet je ta, ko se otrok začne učiti, oziroma ko se sreča s prepovedjo, ne to, ko sploh v družbo. In to ponavadi se poklopi z takrat, ko otrok začne govoriti, se pravi z jezikom. In to so prepovedi. In to je ta iniciacija iz tega nedolžnega, imaginarnega sveta, kjer si ti eno z mamo in je dejansko svet idealen, v družbeni svet, pravil, norm, po katerih se moraš vesti, obnašati, in to je ta iniciacija, Potem pa ta izguba nedolžnosti, to gremo pa lahko še mečkam bolj v to seksualno teorijo, Freudovo. To so pa goni, te primarni goni, Potem pa id, ego, superego, moralni kodeksi, s katerimi živimo in se mi zdi, da to je ena taka klasična zgodba, o izgubi nedolžnosti, dekle izgubi nedolžnost, volk, dejansko v moji knjigi, no, tudi ne bom govorila o tem, ker je to ena taka stvar, ki ne bralec sam pride do tega, ampak ja, to je nekako osnova zgodbe. Ja, to tudi v sami knjigi noter tematiziraš in naslavljaš, prav zelo eksplicitno, tudi en naš lik napiše knjigo Rdeča kapica v povezavi s psihoanalizo, da sama predela to, kar se je zgodilo v otroštvu oziroma v mladih letih posilstvo. In meni je res to prav, pa ta preplet iz preteklosti v sedanjost mi je res zelo mi je bil zanimiv in se nekako nisem mogla znebiti občutka, da res to, kar nas zasleduje, nikdar ne moramo temu ubežati in v tej knjigi vedno znova zasleduje naš lik, pač to neko družinsko nasilje oziroma posilstvo. A se ti je zdelo to
ključno povedati v smislu tega, da, da nas zasleduje nekaj, s čimer se nikoli ne moramo zares soočati, oziroma kar v končni fazi tudi nikoli ni sankcionirano, zato ker ta nek izvoren zločin, ki se zgodi, zares nikoli ne zvemo, a je bil kdo kaznovan, ali ni bil za njega kaznovan, ker se pač deduje naprej. Ja, jaz mislim, da v tem romanu, pa to dejansko sem potem šele, ko sem končevala s pisanjem, sem videla, da dejansko se lahko poklopi, da bi se zgodba na nek način podvojila, a ne? Tako da on potem reče, vse plačujemo, ne? Za vse boš plačal, ne? Smo se sposodili od Daneta Zajca, ta krasen vers. Tako da dejansko, ja, nosimo to v sabo, a ne? To neko težo preteklosti, krivda, ki ni naša, pa je naša, a ne, in se mi zdi, da se potem to podvaja. In ta zgodba se mi zelo lepo poklopila, ne, mogoče, ne vem, če si ti opazil, pa mogoče bo bolj pozoren bralec opazil, da dejansko se je ta zgodba ponovila, a ne, in je zelo realno, če pomisliš, da recimo ena stvar prinese to in potem se razvije v to in potem v to, in temu dejansko res ne moreš ubežati. In to je ta, recimo, neka usoda, a ne. Ja. To se mi je zdelo res zelo tako, potem, ker jo zlagaš res tako počasi, kot sem že na začetku rekla, se pač preteklost in sedanje zelo približujeta in se pa tudi ta v bistvu podvajanje teh zgodb se zelo naloži na drugega, pa to rata zelo očitno. Ta zadnjo poglavje se imenuje Rdeča kapica. Ja. In če se jaz prav spomnim, se v zadnjem poglavju zelo osredotočaš na zgodbo te naše žrtve, Maje. Ne vem, kaj nisi tle mislim, da je ime Maja, pa meni tudi Maja ime. Pač zanimivo. 13 let je stara. Ok, jaz sem malo stara, dobro rešena. Ker Maja je 13 let stara mladoletna in se ji precej, dajva reči, traumatične stvari zgodijo, pa mi je bilo zanimivo to, kot sem tudi že jaz rekla na začetku, da v bistvu prvič, ko srečamo Majo, jo srečamo seveda kot žrtev, mlado, lepo, nemo truplo. Na koncu pa v bistvu ona zelo veliko govori in ima skoraj do zadnjega končno neko besedo skozi pač posnetek, ki ga mi vidimo. A se ti zdelo pomembno dati besedo njej, da ona v bistvu sama pove svojo zgodbo, čeprav nekako posredno prek medija? Ja, zdaj se mi je zelo pomembno, zato ker se mi zdi, da če ti bereš v eni osebi cel roman, a ne, potem je fajn jo spoznati in jo videti od blizu in se ji približati in jo začutiti, a ne. To je recimo pri kriminalnem žanru zanimivo, ker ti padeš na to zgodbo, ko je oseba že mrtva, a ne. In potem čez pogovore ali pa čez zgodbe o tej osebi jo ti spoznavaš. Nikoli pa ti od blizu ne vidiš in ne spoznaš. In to je meni recimo en tak faktor, ker se mi ti ljudje zdijo zanimivi, ampak mi je žal, da se jim ne morem približati, a ne, pa mečken več zvedeti, sama si ustvariti mnenje o njih, ne, ampak samo to, kar mi podajajo. Zato se mi je zdelo fajn. Danes pa živimo v taki dobi tega interneta in vse te elektronike in digitalizacije in tako naprej, da recimo otroci skozi snemajo s telefoni, ampak konstantno. Jaz imam hčerko in imajo to aplikacijo TikTok in to hodijo po mestu in dajo na tla, res dajo na tla, ljudje mimo hodijo in oni plešejo in se snemajo in delajo posnetke in to je tak en virtualen svet, ki je usporeden s tem našim današnjim, tako da ko sem pisala o 13-letnih dekletih, 14-letnih puncah, mi je bilo to zelo blizu, ker imam to doma in vidim, kako se obnaša, kako rastejo in to je zelo drugače, kot smo mi bili mlajši, a ne, in je to veliko bolj zreli so v enih stvareh, ne, pri teh letih, so pa zlepljeni s temi telefoni in tako da se mi zdaj fajn mečkam tole not dati, pa da lahko potem vidiš ti, kaj se je zgodilo na ta način. Ja. To se mi zdi zelo življenjsko in doživeto, da v bistvu se Maja obnaša tako, kot se današnje najstnice zares obnašajo. Vse je posneto in če ni posneto, skoraj ne obstaja. Ok, pa bi pa jaz se še dotaknila, ti se tudi že, Nick Cave, The Mercy Seat. Zakaj ta komad? A je to tvoj najljubši komad? Ne, ni moj najljubši band? Ne, ampak z Nickom Caveom sem jaz gor rasla v osnovni šoli. Sem hodila na njegove koncerte v Križanke, ne vem, kje sem še vse bila na njegovih koncertih in mi je zelo ljub avtor in sem ga dala not šele potem, ko sem imela že vsebino romana, se mi je zdelo fajn ga dati kot nek moto, a ne, in ta, sicer to od Johnnyja Casha komad, ne, The Mercy Seat, ampak se mi lepo vsebinsko poklopi s tem in potem proti koncu romana se mi pa sploh not vsebino poklopi dejansko
s tem morilcem in tudi morilc se mi zdi, da je prikazan, da lahko vidimo tudi zakaj pri morilcu, to se mi zdi pri tem kriminalnem žanru pomembno, da ti moraš videti, spoznati morilca, moraš tudi videti, zakaj njega pripeljali do tega, da nekoga ubil, mislim, to, da nekdo nekoga ubije, to so redke stvari. Mi živimo v Sloveniji, pa tudi v Ameriki ni to lih tako, da je to vsak dan, ne? Čeprav je tam tega veliko, klej pa sploh ne. In če ti pišeš o nečem takem, mora biti realno. Ne moram zdaj spisati o serijskem morilcu, ki kosi po Ljubljani, vse živo in mrtvo in ne vem, malo bo nerealno izpade. Se pravi, moraš najti eno tako zgodbo, ki je realna, ampak realna pa kako rata. Da ti spoznaš ta lik in da vidiš, kaj ga je pripeljalo do tega, da to je realno, a ne. In se mi zdi, da potem lahko prije mogoče tudi ne lik do simpatizije, mislim, do simpatiziranja z tem likom, ampak do nekak občutka, da razumeš, zakaj je pripeljalo do tega, da je nekdo nekoga ubil, a ne? Ja, ker se mi zdi, da vsi, recimo, če izpostavimo te tri like, ne, Majo, naša žrtev, Aurelija, našega tožilca, pa tistega, ki je moril, vsi so tako večplastno predstavljeni in počasi v bistvu ti luščaš o njih več in več in več. Ne? Tako da tudi na začetku, čista prva stran v knjigi, je čist iz lufta, če lahko tako rečem, in se zelo lepo na koncu sestavi v to, da potem res ti morilca razumeš. Seveda, če nekoga razumeš, še ne pomeni, da ga ne obsojaš, ne? Pač njegova dejanja itak so obsojena vredna, ampak razumeš, kako je prišel v to pozicijo in kako je tudi on bil podvržen nečemu, kar v končni fazi ni mogel ubežati svojo To se mi zdi zelo pomembno, mi pozabljamo tukaj, to, kar si rekla, ne? Razumemo, ne moramo pa simpatizirati s tem. Ne? Vse se, in to se mi zdi, da tudi vsak roman se mi zdi, mora imeti neko rdečo nit. Ne? Jaz sem hotela poudariti not, kakšne so posledice, daljnosežne posledice recimo tega vzgojnega zanemarjanja ali pa vzgoje otrok nasploh, ker to se iz generacije v generacijo potem nosi naprej. Se pravi, vsi te morilci, ki jih imamo, vsi sociopati ali pa vsi odkloni ali pa vse te motnje, ki jih imamo ljudje, to so vse posledice neke vzgoje ali okolja, se pravi, gre za determinizem, ne? Ali je okolje, ali zgodovinski čas, ali je pa pač dednost, ne? In če je zafurana vzgoja, če je uničena vzgoja, otrok potem s tem zraste in potem on naprej prenaša to, tako da po eni strani je za razumeti, ne? Ampak lahko pa razumeš, kaj pripelje do tega, da nekdo nekomu življenje vzame, ne? Res je. Se mi zdi, da tvoja knjiga absolutno da razumevanje, v nobeni točki pa se ne postavi v odobravanje ali pa v kakršnokoli simpatizerstvo do tega človeka. Pred nami je torej serija večjih romanov. Ta prvi z naslovom Rdeča kapica je že tukaj dosegljiv in ga lahko, prosim, pridete v Beletrino iskat ali si naročiti prek interneta. Komu bi priporočila v branje? Tole knjigo pa še vse naslednje, ki pridejo. Jaz mislim, da vsem, ki imajo radi kriminalke, pa ne samo kriminalke, ki radi dober roman preberejo, ne? Se mi zdi, da je eno tako čtivo, da se ga da dosti hitro prebrati, ampak da ti pa vse nekaj pusti, ne? Da ni samo hudanec, pa da gledaš, kdo je morilc, ta je morilc, gremo naprej. Da uživaš lahko tudi v tem branju, v teh zgodbah, ki pripeljejo do tega, kdo je morilc. Tako da jaz mislim, da vsak ima rad dobro literaturo, da. Ok. Pa še zadnjo hitro vprašanje, brez premišljevanja. Kdo bi igral Mia Aurelija v nadaljevanki? Kdorkoli, lahko tudi iz Hollywooda. Iz Hollywooda? Ne samo iz tukaj. Jo, meni so grdi ljudje. Ja, ok. A veš, da ne vem, zdaj si me najdel, bomo razmislili. Za konec vprašanje, na katerega ni odgovor. Ok, super, hvala lepa Irina. Hvala Maja. Vsi pojdite prebrati to knjigo, kupite si jo v Beletrini, ni samo za na plažo, je veliko več kot plažni roman, ne boste uživali, pa se že veselim tvoje naslednje in vseh naslednjih. Hvala lepa. Hvala Maja. Beletrina, uživo.